Izvolite. Kako sta vidva? Čudovito. Super. Zdaj bi pa Vaja tudi vprašala, kako je izgledala vajina poroka, kako sta se začutila, prvič, ko sta se videla in pol, kako sta se imela naprej. Bom rekel, to čakanje me malo ubijalo, ampak pol, ko sem jo zagledal, jaz sem to vse pozabil, čakanje, vse, stres, vse se je kot odlilo z mene. Ta kamen, breme. Poroka bila sanjska, zame posebno sanjska res, ker je bilo vse to, kar sem želela, in limuzina, in sanjska obleka, in frizura, in družba, tako da jaz sem po eni plati zadovoljna, po drugi plati sem bila presenečena, ker nisem pričakovala seveda Sandija, ampak pričakovala nekaj drugega. In seveda, jaz sem bila razočarana. Kaj pa ste pričakovala, kakšen bi bil? No, zdaj že to nočem o tem govoriti, ampak drugačnega pričakovala, mlajšega seveda. Mlajši je, to je neka starost, ki ne pove nič o osebi. Starost, ja. Kaj pa lastnosti, pa vrednote? Lastnosti, da pozitivni pogled, ampak spet Sandi, ja, je na nek način pozitivni pogled, sam spet ni to, kaj pač jaz pričakujem. Recimo, ful pomembno je pomen besed. In ko se on govori te besede, začne to za meni negativne besede, prosim, ne govori tega. Recimo, lahko samo obleči se, pa ne rabi dodajati, da boš zbolela. Tega jaz ne prenašam. In jaz, Sandi pa tega ne razumi, on malce drugače to jemlje po svoje. Ampak ja, razumem, da on skrbi zame, seveda. Ampak to je lepo, pa tudi to je nekaj, kar se da tako spremeniti. Kaj pa neke vajine skupne vrednote? Vrednote so sva različne. Sandi, kaj pa ti misliš? Ste si zelo različne. Glejte, bom rekel tako, pustimo časa imamo, čas bo naredil svoje, pa pokazal svoje dejstvo, pokazal tisto res vrednote, pa pravo pot naprej. Okej. Ali se spomnite slučajno, to bo zdaj takšno vprašanje, ampak ko smo mi imeli intervjuje, smo vas med drugim vprašali tudi, kako bi se opisali z metaforo. Kate, se spomniš ti svoje vrednote? Oziroma svoje metafore? Kaj je bila? Ja, da pozitivno razmišljam. Ok. Torej, ciljam na nekaj čisto drugega. In sicer ti si se opisala kot vrtnica. Se spomniš tega? Ja, točno tam, ja. Kako pa si se ti odpisala? Se spomniš? Zdaj sem že jaz malo pozabil to, ker pač grem naprej. Opisal si se kot vrtnar. Točno tudi. Morate kar naprej delati na komunikaciji, se mi zdi. Tako je, ja. Se strinjam. Ker bi dostikrat uporabljal metaforo, da je moški svetilnik in ženska je luč v njem. Skratka, drug brez drugega ne moreta. Tako je. Tako da, če boš ti res dobra luč in ga boš dobro vodila, bo vajin svetilnik res lepo v svetu. Jaz sem veliko energije moram res dajati za to luč, da res to bo zasvetilo. Kaj je in se tisto? Vlagam zdaj. Se vlagam, super, se trudim super. se. In čas postopoma nekako uspeva. Se ne govorim, da ni. Če dalje boljše je. Kaj pa je tisto, kar ti je res zelo všeč na Sandiju? Ali pa ti je všeč? Da takrat res, ko potrebno, lahko pomaga. To pa je. Sandi, kako se pa ti počutiš tukaj v tej vezi, v tem vajinem zakonu? Jaz bom rekel, pač situacija je takšna, bom rekel, jaz grem postopoma, nisem tisti, tako sem že prej uvodoma povedal, da sem čist prizemljen, grem korak po koraku. Zato v celoto se moramo pač z oboje strani truditi, da ne bo tehnica, samo na eni strani bo enakomerno mora biti, ne? Tukaj pa smo si, mislim, da moramo biti enakomerno, ne? Enakovesje, ne? Če je tehnica prevaga, je potem zadeva, tako vemo, ki je, ne? V pad položaju, ampak tega se ne želim jaz, tega se ona ne želi, ne? Oba stremimo temu, da je tehnica
vedno vodoravno postavljena, da na obeh stranih ista teža. In to bi se jaz tudi želel, da se tudi malo Kate potrudi za mene. Tudi to odpuščam, odprto, vse. Sandi, kako si se odločil? Ja, Ostajam. Tako, Kaže pokaži. tudi ne. Lepo v srčku. Kaj praviš na to, Kate? Si pričakovala? Ja, sem pričakovala. Si? On pripravljen boriti se za mene. To vem. To je veliko vredno, ne? To je ogromno vredno, tako. Kako si se pa ti odločila? No, sončki. Odlično. Tako, kar pokaži. Še Sandi. hvala. Kaj praviš, Sandi? Odlično. Mislim, da gremo v pravo smer. Da je to pot res, ki vodi do nekega cilja. Se vidimo na naslednji ceremoniji. Hvala. Hvala. Nadijo. Hvala. Hvala.